Lepo pozdravljeni, v središče je prišla Mojca Sojar, nova podpredsednica Nove Slovenije. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Dober dan in hvala za povabilo. Nadaljujeva kar na ti, ne? Ja. Hvala. Ljubljančani te poznajo kot mestno svetnico Nove Slovenije, si sicer tudi vodja Ljubljanskega mestnega odbora Nove Slovenije in ta mestni pridih boš krepila tudi v vlogi podpredsednice stranke. Lahko kaj več poveš o tem? Ja, v Ljubljani sem že 3. mandat mestna svetnica in pa tudi predsednica mestnega odbora. Mestni odbor Ljubljana je kar velik odbor, ima veliko število članov, ker si seveda želimo biti zastopani po vseh četrteh. V Ljubljani je pa 17 četrti in večini teh četrti imamo četrtne odbore, se pravi tudi predsednike in pa četrtne svetnike. Se trudimo, da pokrivamo celotno področje Ljubljane, da rešujemo težave oziroma težave zaznavamo, ker kot mestna svetnica imam potem možnost te težave svetniškim vprašanjem izpostaviti in dati v reševanje županu in mestnim oblastem. In kako boš na to opozorila v okviru podpredsedniškega mesta Nove Slovenije? Oziroma, zakaj je pomembno, da se opozori na vlogo mestnih odborov? Že kar dolgo časa govorimo tudi v stranki, da je seveda delovanje v mestnih odborih in življenje v mestu predstavlja drugačne izzive kot pa življenje v drugih krajih, ker v mestu so blokovska naselja, ljudje so bolj odtojeni kot v manjših krajih, kar posledično pomeni, da smo predvsem mi iz desne strani težje prepoznavni. In tudi na nivoju stranke bomo morali začeti več pogovorov in tudi več odločitev sprejemati, da bomo bolje, to se pravi, da bomo našli način, kako bomo bolje prepoznavni v mestih, kar bo zelo hitro pomembno za referendum, ki prihaja, in pa tudi seveda za prihodnje leto za državnozborske volitve. Torej si obetamo lahko nekaj več dogajanja, kakšne pestre razprave? Ja, seveda si lahko to obetamo in tudi jaz sem že nekako prevzela koordinacijo naših mestnih odborov in se je že začelo dogajati na tem področju. Želimo si predvsem več dogodkov, po katerih bi nas ljudje lahko prepoznali. Želimo si nekaj podobnega, kot je bila pred prejšnjimi volitvami naša volilna kavarna, ki je bila odlična, ampak je bila na glavni cesti v Ljubljani, ni pa seveda Snebarja recimo dosegla, pa Šentvida dosegla, tako da je malo premalo imeti samo kavarno na glavni cesti, ker to ni enako kot v majhnem kraju na glavni cesti. To je res, ja. Imaš pa očitno zelo velik vpliv v Ljubljani, ker si padla v oči tudi mladim iz Gibanja Svoboda, so ti naredili kar reklamo, moram reči. Kaj nekaj s protikorupcijsko komisijo ali kaj? Ja, ne bi rekla, da je to ravno moj velik vpliv, ampak algoritmi se potrudijo, najdejo stvari in če pa še malo jih vprašaš, pa še hitreje najdejo stvari in tako so v Gibanju Svoboda našli, da sem bila prijavljena na protikorupcijsko komisijo, ker sem v nekem odločanju o 3 članicah sveta javnega zavoda glasovala. Namesto, da bi se izločila iz glasovanja, seveda smo potem pojasnovali, da jaz sem glasovala za drugi 2 v mestnem svetu, ampak je bilo pač prepozno. Naj ob tem izkoristim priložnost, da se mladim iz Gibanja Svobode posebej zahvalim, da so svojim prispevkom o KPK-ju ponesli širom Slovenije glas o tem, da sem postala podpredsednica Nove Slovenije. In v zvezi s tem bi rada povedala, da je bilo to rešeno, da se je postopek na KPK zaključil in tudi nobene kazni nisem dobila, tako da sem zadovoljna, da smo to tako rešili. Tako je najlažje malček preusmeriti pozornost od resnično velikih škandalov, ki se trenutno dogajajo v zvezi z Gibanjem Svoboda, ne? Res je, če bo mene kdo vprašal, kaj je bilo na KPK-ju, bom povedala. Ravno nasprotno dela Gibanje Svoboda, ki prikriva, ki noče povedati resnice in se postopki proti njim ne morejo končati. Se samo odpirajo. Bova midve odprli zdaj temo, ki si jo prej nakazala, in sicer referendum glede recimo temu pomoči pri usmrtitvi, kar v resnici tudi je. Aktivno si se vključila v zbiranje podpisov za razveljavitev zakona. Zakaj meniš, da je potreben referendum o tej temi in kako bi odgovorila nasprotnikom referenduma, ki pravijo, da smo referendum o tem vprašanju pravzaprav že imeli? Ja, lansko leto je bil posvetovalni referendum, ki pač ni bil podprt, ker je bilo preveč glasov za
to se pravi za uveljavitev zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. In jaz upam na podlagi zdaj zbranih glasov za vložitev referenduma, da bo tudi referendum uspel. Referendum bo verjetno razpisan že kar kmalu, tako da nam časa ne bomo imeli veliko za kakšno pripravo, bomo pa morali ljudi zelo opolnomočiti. Ker prostovoljno končanje življenja je že zdaj na nek način možno, ko opustiš terapijo. Pomoč pri prostovoljnem končanju življenja bo pa v večini zahtevala prisotnost zdravnika, tako je napisano v zakonu, tudi medicinske sestre, ki bosta morala biti ob pacientu, ob bolniku do smrti in ne bosta smela vpisati vzroka smrti, da je to prostovoljno končanje življenja, ampak neko drugo diagnozo. In se mi zdi, da se zelo močno oziroma preveč bo obremenila zdravstvena stroka, zdravniki in njihova odgovornost pravzaprav pri usmrtitvi človeka. Pa tudi v bistvu, recimo ta posvetovalni referendum je bila neka načelna opredelitev do vprašanja o tem, ali recimo je naša družba pripravljena, da vnese v svojo ureditev neko tako vprašanje, medtem ko naknadni zakonodajni referendum je pa odločanje o konkretnem zakonu. In ta zakon je dejansko slab. Tudi z vidika tega, kar si opozorila, je stroka zelo glasna, se pravi, ni ustrezne zaščite strokovnih delavcev, ni ustrezne zaščite konec koncev niti umirajočega, ker se odpirajo številne možnosti zlorab, sporov o tem, kdo je odgovoren za smrt in podobno. Mislim, da se je s tem odprlo neko, lahko bi rekli, Pandorina skrinjica. Če država sprejme tak zakon, če ga začne uveljavljati, bomo potem tudi odprli vse mogoče rešitve, vse mogoče poti, da se na nek eleganten način lahko rečemo, če grdo rečemo, znebimo ljudi, za katere ne vemo, kdo bo odločal, da so družbi na nek način odveč. Težava je v tem, da če nekdo reče, bojim se trpljenja, bojim se smrti, potem morda ne ve natančno, o čem govori, ker trpljenje, bolečino zna medicina iz dneva v dan bolj reševati in militi. Če pa nekdo reče, strah me je, bojim se tega, da bomo breme svojcem, je pa to širši problem družbe, ker ta družba ne zna omogočiti varnega staranja. Če bi bilo to prepoznano in omogočeno, ne bi smel nihče tega reči, zato ker niti svojci, ker bi vedeli, da imamo primerno paliativno oskrbo, da naši domovi starejših občanov delujejo in da nimajo več nalepke, da je to samo neka stopnica pred smrtjo. Želela bi še to izpostaviti, da življenje to se pravi, ko vstopimo v življenje, že začnemo korakati proti smrti. In smrt je neka naravna posledica, končanje življenja, kot se vsaka stvar nekako konča. In to življenje bi moralo biti končano na naraven način. In sprejemanje tega, da nekdo umira, da mu je treba pomagati, da je treba biti ob njem, bi moralo biti vrednota, ki je prepoznana pri vseh. Ne samo pri nas, če rečemo desnih, ne samo pri nas kristjanih, ampak bi morala biti to res obča vrednota, prepoznana in pa cenjena pri vseh. Omenila si dobra vprašanja v smislu krepitve zdravstva, recimo ali pa paliativne oskrbe v okviru zdravstva, dolgotrajne oskrbe. To so zdaj zelo, zelo načeti sistemi v naši družbi, v slovenski družbi posebej, in bi se morali vse napore pravzaprav usmeriti v delujoče te sisteme in podsisteme, mi pa se pogovarjamo o tem, kako bomo čim prej, če grdo rečem, se nekoga znebili. To se mi zdi nek zgrešen družbeni fokus. Seveda, v Ljubljani imamo pri 300.000 prebivalcih eno samo hišo s hospica, ki ima, mislim, da 12 postelj. To je čisto premalo, že številke povedo, da je to čisto premalo in dejansko smo tukaj zelo zaspali. Se ne da reči samo malo zaspali, pa ne samo v Sloveniji, v Evropi in širše smo zaspali, ker nismo vzporedno razvijali
dovolj vlagali v paliativno oskrbo, v to, da ti svojca obdržiš doma in da imaš vso pomoč pri tem. Tudi morda premalo v domove starejših občanov. Vemo, da bi lahko iz tega nastali celi kampusi, ker nekateri se v domu starejših občanov prav razcvetijo, ko pridejo tja. Tako da smo veliko naporov, veliko znanja, veliko denarja vlagali v razvoj medicine, v razvoj zdravil, v podaljševanje življenja. Ta paliativna oskrba bi morala iti pa vzporedno s tem, pa ni šla. In zdaj imamo starajoče ljudstvo, starajočo Evropo, veliko starostnikov in stanje, kakršno pač je, ki je zelo alarmantno. So pa tukaj seveda še bolni, ki niso nujno stari, ali pa recimo, konec koncev so to tudi otroci z redkimi boleznimi, ne? To so vse kategorije, ki se jih zdaj lahko, grdo rečeno, umesti v kategorijo trpečih. Ja, vse to, kar si omenila, zlasti otroci z nekimi redkimi boleznimi. Vsakršni bolniki ali pa ljudje s težavo, ki jo ne morejo sami vsakodnevno reševati, so pravzaprav poslani, čeprav to težko razumemo, ampak imajo neko svoje poslanstvo, ki pri nas krepi, če ne drugače, pa vsaj neka čustva. Oziroma čustveno rastemo ob tem. In zdaj tega poslanstva bi se morali vsi zavedati. In bi morali, če mi prepričamo, če opolnomočimo ljudi s tem zavedanjem, da je tisti, ki trpi, ki je bolan, tisti, ki ima neko napako, kakršnokoli že težavo v življenju, je za nas zato, da mi zrastemo ob njem. To mogoče se zavedamo tega samo kristjani, vsi ostali jemljajo to kot breme. Ampak to nas bogati in nas plemeniti, samo tega se moramo na prav način zavedati. Sam bi se lepo prilegel rek, ki ga pogosto slišimo tudi pri drugi politični opciji, in sicer, da je družba močna toliko kot njen najšibkejši člen. Ja, res je. In toliko, kot ima ta najšibkejši člen neke pomoči in pa stabilnosti, možnost za neko stabilno ali odraščanje ali staranje ali karkoli pa že. Mojca, hvala. Verjamem, da se bova še srečevali v tem studiu, sicer očitno nas čaka kampanja, ne, tako da boš tudi v zvezi s tem še kar precej izpostavljena. Za zdaj pa bova zaključili. Hvala lepa. Hvala tudi vam, da ste naju spremljali.